Danes je šolski center Rudolfa Maistra gostil večletnega sodelavca ameriške NASA. In kaj je bil namen njegovega predavanja? Naslov je bil začetek vesoljske dobe, torej bom govoril najprej o Sputniku in tako naprej, nadaljne raziskovane glavne elemente, recimo potem posegov, vključno predstavnik na Luni, mogoče še omenjen vesoljski taksi. Torej bo nekako nadaljevanje, ampak poudarek bo na začetek vesoljske dobe. Imamo 15 predavanj po slovenskih šolah in tudi univerze. Torej moram poudariti, to je sponzorirano Ministrstvo za šolstvo, preko Mariborske univerze. Drugač pa vi delate na NASA, če smo prav razumeli? Ja, jaz sem delal na NASA, zdaj sem pa ne vsak dan dnevno, ampak sem samo zdaj konzultant. Torej, kakor recimo pri bodočih projektih, eni sem bil zelo vplečen, eni so zdaj odložen zaradi finančnih razlogov, ampak če druge ne, sem zdaj nekako skušam biti ambasador promocije znanosti v Sloveniji, v tem primeru. Zato tudi spadam v program razvoja naravoslovnih kompetenc. Še to me zanima, ker ste omenili, da ste dolgo časa delali pri NASA. Mislite, da je v enem doglednem času pričakovati, da bomo naselili Luno iz Zemlje ali ni? Ne bomo se naselili, ampak obiskali jo bomo pa prej, slej. Sicer nekako se nikomu zdaj ne mudi, ker ni nobene tekmovanja danes, ampak jo bomo prej obiskali spet. Ampak trenutno rakete in vozila še mi, vsaj na ameriški strani, mogoče jo imajo Kitajci.